Kraljeva družina v Angliji se zdaj sooča z novim škandalom. In ne šalim se, ko rečem, da jih ne moremo več prešteti na prste, ker je bilo toliko drame. Ampak ta prihaja kot popoln udarec za Meghan Markle. In moram reči, da je že dolgo v središču polemik. In ne vem, če je v Britaniji bolj osovražena ženska. Zdaj, Meghan Markle ni prava predstavnica kraljeve družine, kot so zelo jasno dali vedeti. In kljub temu, da se je poročila s princem Harryjem, potem ko je bila slavna igralka v seriji Suits, za tiste, ki tega ne veste, je ločena, Američanka, pol črnka, s čimer nimam nobenih težav. Vendar veliko ljudi v monarhiji ne misli, da je to primerna ženska za princa Harryja, da bi se z njo poročil. V bistvu so jo zavrnili. In ne pretiravam, ko to rečem. Izjava kralja Karla, ki je bila pravkar razkrita, je popolnoma nora. To, da ljudje v Združenem kraljestvu jo naravnost sovražijo, ker kljub temu, da nimajo več kraljevih naslovov, Meghan Markle še vedno trdi, da so njeni otroci princ in princesa. In britanska javnost je besna. Ampak to ni škandal. Do tega bomo prišli čez trenutek. Poglejmo najprej, kaj si mislijo ljudje v Združenem kraljestvu. Zakaj tega ne slišim? Super, princ Archie in princesa Lilibet. No, počakaj malo, Meghan. Mislila sem, da nočeš biti kraljeva. Otrokom si preprečila, da bi govorili s svojimi bratranci in sestričnami. Edini drugi kraljevi ljudje v Združenem kraljestvu nimajo stika z njimi. Pravkar si jim dala nazive, ki jih nikoli ne bodo v celoti razumeli, ker nimajo nobenih prijateljev, ki bi bili princi ali princese. Njihovi bratranci in sestrične pa bi to lahko bili. Mislim, da je to ogabno, ampak ona jih tako kliče. Prav. Torej, so ljudje jezni zaradi tega. In so preprosto jezni na Meghan Kelly na splošno. Meghan Markle, to je freudovski spodrsljaj. Meghan Markle kot celota, ker ta ženska preprosto ne predstavlja, kako naj bi izgledala kraljeva družina. Ampak o tem bomo govorili čez trenutek. Dobrodošli v oddaji Pushback, sem Majraka, vaša gostiteljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino, da podprete ta video in se nam pridružite, saj smo v gibanju, ki se upira norosti in govori o vsem, kar se trenutno dogaja. Če se vam to sliši zanimivo, se nam pridružite in zelo bomo veseli, da ste z nami. Bodite tudi pozorni, saj bomo zelo kmalu objavili razburljivo novico. Ampak pojdimo zdaj v vse zmešnjave, ki se trenutno dogajajo. Torej, za tiste, ki tega ne veste, se je britanska monarhija soočala z eno afero za drugo in so kar naprej odvzemali kraljeve nazive vse povprek. Najbolj znano je to pri princu Andreju, ker je bil močno vpleten v vse, kar se je dogajalo na Epsteinovih otokih. In ljudje, tako je osramotil kraljevo družino, da dejansko razpravljajo o tem, ali ga bodo odstranili iz vrstnega reda nasledstva, kar ima ogromne posledice. In ljudje so glede tega zelo razdeljeni. Toda dejstvo, da bi princ Andrej, ki je zdaj znan kot Andrew Mountbatten Windsor, sploh lahko bil odstranjen, je nekaj neverjetnega in resnično kaže na to novost kraljeve družine. Mimogrede, kako sploh vemo, kaj si ljudje mislijo o tem? To preverjamo na Kalšiju. In za tiste, ki ne veste, Kalši je v bistvu borza za napovedi. Torej, tukaj lahko vidite, ljudje dejansko razmišljajo o vsem, kar se dogaja in oni so sponzorji tega videa. Zato si prenesite aplikacijo Kalši in uporabite kodo MEIRA, da prejmete $10 ob trgovanju za $10. Kalši je KALSHI. Stavite svoj denar na svojo napoved in se pridružite milijonom ljudi, mislim, da jih je zdaj že toliko, ki napovedujejo, kaj se dogaja v svetu. Ampak vrnimo se za trenutek k naši glavni zgodbi, ker to pravzaprav ni o Andreju Mountbattenu. Gre za vse, kar se dogaja s kraljevo družino. Tako da sem našla ta video in pravzaprav nisem mogla verjeti. V redu, poslušajmo to. Slišati v ozadju. Medtem ko se mnogi v kraljevih krogih ne strinjajo, vključno z Edom, ki je v pogovoru z njenim virom, ki je blizu palače, se neposredno odzval na vztrajne govorice o projektu Thor med Harryjem in kraljevo družino. V redu, torej, najprej razjasnimo vse, kar se je zgodilo v tej drami. Imamo princeso Meghan, ki se poroči s princem Harryjem in to povzroči velik škandal. A s časom postane jasno, da princesa Meghan, ali kakorkoli je že ime, ni pripravljena početi tega, kar počne kraljeva družina. Torej, se držati stran od politike. Ona je prišla sem, da bi povzročila veliko polemik in razburkala zadeve, a to preprosto ne deluje. Tako se Harry in Meghan preselita v Združene države in na nek način delno izgubita svoje nazive. Vse skupaj je ena velika zmeda. A kar je najpomembneje, Meghan je nekako ločila Harryja, vsaj tako verjame javnost, od kraljeve družine in to ustreza vsem. Ampak videti, da je bilo rečeno, da nihče nikoli več noče videti Meghan,
je nekaj malo noro. In temu pravijo Project Thor. Prav? Dobesedno so ga poimenovali projekt Thor, da bi poskušali otopliti odnose med princem Harryjem in njegovo družino. Zdaj ljudje pravijo, da je princ Harry problem, vendar veliko ljudi meni, da je to samo Meghan. Samo Meghan, samo Meghan. Ampak to ni dovolj, je še več. Počutim se, kot da zdaj doživljamo eno katastrofalno napako za drugo. Mislim, slike s poročnega dne, v redu, lahko bi rekli, da kažemo drugo plat. Je nekako malo v slogu Kardashianovih. Mislim, osebno sem to sovražil. Zdelo se mi je res vulgarno. Ampak česar ni vedela Paula, je bilo to, da je objavila še nikoli prej videno sliko, ki je vključevala zelo neroden pogovor, ki ga je imel princ Harry. To je razkril po besedah Taza, ki je povedal, da je bila to čudna slika za objavo. Harry izgleda, kot da je v vroči razpravi s Catherine in varuško princa Williama, Marijo. Majhni otroci so videti previdni do Harryja, kar potrjuje to teorijo. Vem. Lahko samo povem, kako naporno je, da so ljudje tako obsedeni z vsako podrobnostjo, ki se dogaja. Ne? Mislim, da lahko pogledaš to sliko in dejansko vidiš, da poteka velika vroča razprava. To je črno-bela, zamegljena slika. Morda se pogovarjajo, morda jo nekaj sprašuje. Ne vem, zakaj morajo iz vsega narediti škandal. Charlotte in Yuri sta bila odstranjena iz procesije po prisegah Harryja in Meghan. Glede na to, kako je Meghan gledala Charlotte in kako naj bi se do nje obnašala, me ne preseneča, da je Katarina zaščitila svoja otroka. Ugibam, da je bilo to pred uradnimi portreti in da je Meghan poslala Harryja naj vpraša za Jurija in Charlotte. To zagotovo ni prisrčna ali romantična fotografija, zato se človek vpraša, zakaj so jo sploh vključili. Harry izgleda, kot da je bil nesramen, Meghan pa opazuje svoje delo. Zdaj vemo, Paula, da je bilo v tistem času med Harryjem in Meghan ter Williamom in Catherine ogromno napetosti. Mislim, da ti nič ne pove več o obsedenosti, ki jo ima Združeno kraljestvo s kraljevo družino in zakaj so to z Meghan Markle vzeli tako resno kot ta posnetek. Kot so zapletenosti, podrobnosti, v katere so ljudje pripravljeni iti, da bi si izmislili teorije zarote o tem, kaj se v resnici dogaja. Ampak Meghan Markle si ni naredila nobene usluge, prav? Zdaj se udeležuje tečaja skromnosti, ker je bila avstralska turneja tako slaba. Kako ponižujoče je to? Torej, igralski tečaj za igralko, da bi delovala bolj ponižno zaradi tega, kako slabo je šlo. Zgodbe doma bi morale imeti res izkušene ljudi. Naj vas predstavim. Hvala, Jessie. Ja, kako je zdaj z mojo mamo, moja hči? Predeluje veliko stvari, ne počne tega. Ali to gledaš in res misliš, da je ta ženska sočutna do tega, kar se dogaja? Mislim, glej, brez zvoka, prav? Samo poglej njen obraz. Ali izgleda, kot da resnično čuti sočutje? Mislim, kako težko je delovati sočutno do drugega človeka. Ne bi smelo biti tako zapleteno. Ampak dobesedno zgleda, kot da jo nekdo sili, da deluje sočutno. In tega niti ne zmore. Mal je bedno. V redu, zdaj imamo še več drame. Ne skrbi, pri teh dveh je vedno več drame. Meghan Markle bo verjetno doživela najugodnejši medijski val v zadnjih letih, ker vemo, da globoko v sebi želita uničiti britansko kraljevo družino. Namesto tega sta se ta dva prevaranta in sleparja sredi največje kraljeve krize v stoletju odločila, da je zdaj pravi trenutek za novo lažno kraljevo turnejo. Tokrat na Bližnjem vzhodu, kjer dobesedno poskuša trditi, da je kraljica puščave v Jordaniji. O tem imam veliko zapovedati. Mimogrede, ker je Jordanija, kot verjetno veste, tudi eden od ljubših krajev za princa Viljema in Katarino, valižansko princeso, kjer je odraščala. In Meghan tukaj samo posnema Diano na neroden in malce srhljiv način. Jasno sporočilo, ki prihaja iz Montecita, je: mi smo prihodnost. Zdaj bomo mi pravi člani kraljeve družine, ampak v resnici vsi gledamo na to in si mislimo, kaj za vraga. Pravkar si se vpletel v največji geopolitični spor na svetu, za katerega veš, da razdvaja vse ljudi. In to počneš, ne da bi sploh pomislil, kako bo to vplivalo na britansko monarhijo. Pravka, ne? Torej, spet, moraš se zavedati, da britanska monarhija deluje tako, da se ne vpleta v politiko. To je bilo vedno pravilo. Preprosto se skuša čim bolj izogibati politiki. Ampak iti na Bližnji vzhod, sredi vsega, kar se dogaja z britansko družino, se preprosto zdi tako neumno. Prav. Poglej tole. Torej, imaš tu sliko,
Vsi vedo, da je pri podobah za kraljevo družino bistvo v tem, da je kraljevi član na prvem mestu, žena pa je ob strani. Tudi če je ona v središču pozornosti, jo dobi tako, da je zelo uglajena in v ozadju, kaj ne? Poglej, kako Meghan stoji na tej sliki. Če se sprašuješ, kdo je v odnosu dominantnejši, kaj ne? Mislim, poglej. Harryja dobesedno sploh ne vidiš. Fizično ga blokira s svojim telesom. To je popolnoma nesprejemljivo, glede na to, kako stvari potekajo v kraljevi družini. Primerjava med njo, ki je tako brez okusa, in Kate je neverjetna. To je bilo neverjetno. Wow. Mislili bi, da bi imela slavna oseba na tej točki malo boljše medijsko usposabljanje. Ampak Meghan Markle, ves čas ji pravi Meghan Kelly, Meghan Markle tega preprosto nima. In to so del razlogov, zakaj ni priljubljena. Jasno, je dominantna, ni dobra pred kamero, izžareva neko vzvišenost, ne spoštuje meja kraljeve družine, ne spoštuje ničesar od tega. In ljudje so preprosto siti vsega, kar se dogaja, kot da kraljeva družina potrebuje še eno afero, s katero bi se morala ukvarjati. Ojoj, ojoj, ojoj. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.